Smeh je človekovo prirojeno vedenje, s katerim izraža srečo in zadovoljstvo. Je del vedenja, ki ga urejajo naši možgani. Smeh je nalezljiv in že en človek, ki se smeje, lahko izzove isti odziv v drugih ljudeh. Kadarkoli smo žalostni, depresivni, zaskrbljeni, se ta odziv odraža tudi na našem telesu. Hodimo počasi, govorimo počasi, ponavadi gledamo v tla, se ne družimo in dejansko gibi so zelo, zelo počasni in rigidni. To, kar mislimo, se odraža na našem telesu in obratno. Kar pomeni, da kadarkoli nam ni do smeha in se tako tudi ne počutimo in se v smeh prisilimo, bodo sledile naše misli. Naš um ne loči med iskrenim in narejenim smehom. Blagodejne učinke na naše telo, počutje povzročata oba. Kakšni pa so učinki smeha? Smeh krepi naše zdravje in že rek, da je smeh polovica zdravja, ne drži, kajti smeh je veliko več kot pol zdravja. Dr. Madan Kataria, ustanovitelj joge smeha, pravi, da je smeh najboljše zdravilo. Učinki smeha na naše telo so tako vsestranski, da je smeh kot obvezno zdravilo. Smeh krepi imunski sistem, prediha telo, krepi naše mišice, vpliva na samozavest, prediha celo naše telo in vsako celico. In predihana celica, celica napolnjena s kisikom, je tudi zdrava celica. Krepi desno, kreativno polovico naših možganov in s tem pospešuje ustvarjalnost, kreativnost, nove ideje. Smeh je čudežno zdravilo, ki ga nosimo v nas samih. Začeti ga moramo samo uporabljati. Vendar, če se smejemo le 2-3 sekunde skupaj, to ni dovolj. Da dosežemo vse te blagodejne učinke smeha, se moramo smejati najmanj 15 minut skupaj. Bomo zmogli? Dejansko, kolikor smo videli, so ti otroci res naravni talenti z smehom, so igrivi, so se vključili. Mogoče jim je bilo malce nenavadno, da se bomo smejali kar tako, ker znano je, da se smejemo nečemu, v glavnem šalam, vicam, humorjem. Tukaj pa je zdaj morda en nov pristop, ki tudi pri otrocih zahteva, da se vzbudi to orodje ali naravni način, da se lahko smejejo kar tako, brez razloga, skozi igro, skozi zabavo, skozi odločitev. Ekipa smo! Zelo sem vesela, da so otroci to sprejeli z veseljem, da so bili odlični, da smo se nasmejali in kljub temu, da smo danes bili v šoli, smo se počutili zelo, zelo v redu. Odlični ste, ekipa prava ste, ekipa. Ste se prvič preizkusili v vadbi joge smeha? V vadbi joge prvič in ponosna na to, da sem sorazredničarka 5A in da sem imela možnost sodelovati. Bilo je neverjetno, no? Počutim se predvsem sproščeno in naredili smo, vsak je naredil nekaj zase in veselilo me bo, če bomo še kdaj skupaj. Bolje se boste razumeli med sabo, veliko bolje se boste razumeli z starši in z učitelji. Joga smeha je smeh brez razloga. Se smejemo brez razloga, pač tako 15 minut na dan skupaj, pa se v redu počutimo.
Veliko energije čutimo po telesu, potem lažje se učimo, smo bolj veseli, bolj razpoloženi za različne stvari. Otroci so najbolj kreativna bitja in dejansko v tej vaji, kjer smo spodbujali ravno to kreativnost, se je izkazalo, da so pokazali to svojo kreativnost z različnimi temi in grimasami in gibi telesa, mimiko, glasovi. Skratka, videli smo pa tudi, da dejansko ni toliko enostavno se izpostaviti pred skupino in ta joga smeha in skupinska vadba predstavlja tudi eno varno okolje, kjer tudi tistim otrokom, ki mogoče nimajo toliko te samozavesti v prvem trenutku, da dovoljenje in da dobijo skozi čas tudi pogum, da znajo stopiti tudi pred množico. Gremo gor, še enkrat, vdihnimo. Zadržimo in po kolenih. Bravo, super. Ideja je bila zelo zanimiva. No? V prvem trenutku celo taka, da je pomenila eno tako, bom rekel, eno novost. In ko je bila predstavljena meni prvič, sem pravzaprav kar z malim začudenjem, no? Z malim začudenjem poslušal predloge in ideje, ki gredo v to smer, ampak ne nazadnje, na koncu pravzaprav vidiš, da je mogoče z jogo smeha, z vsemi postopki in prijemi, ki so v ozadju, dejansko tudi na način, ki je voden, sprostiti ljudi, sprostiti pravzaprav vse te napetosti, za katere sem si mislil do tega trenutka, da jih je mogoče izključiti čisto na spontan način. Tudi če pride tukaj do nekega torej urejenega, strokovnega vodenja, vendar le to pripelje do enega spontanega in sproščenega nasmeha in to je seveda cilj teh uric. In rezultati, kot vidite, so zelo dobri, veselimo se smejimo in to je cilj vsega tega. Torej, kako se počutite med samo vadbo tukaj in tudi potem? Super se počutim med samo vadbo in še dolgo potem tudi, ja. In naredite kdaj kakšno vajo, ki jo je Simona predstavila? Tudi posebej še ob ponedeljkih zjutraj, ko poslušam gospo po radiju, ne? Takrat poskušam sabo delati. Katere vaje se spomnite, katera vam je bila najbolj všeč? Vse vaje so mi všeč, ja. In jih boste tudi sami potem še kaj delali? No, mogoče doma imam še tako v sobi, smo dve skupaj, pa bo še njej malo pokazala. Danes sem komaj čakala, da bo ura 3 popoldan. Lahko bi bilo na 14 dni, ne na mesec, ker se razveselim, spoznavam nove prijatelje in mi nikoli ni dolg čas. Vesela sem tudi gospe učiteljice, ki veliko novega ve in nam prikaže, da iz naših src spustimo slabo voljo in prevzemamo samo dobre stvari in smeh. Zakaj joga smeha? Zaradi 3 razlogov. To je, prvi razlog je ta, da gre za brezpogojen smeh. To pomeni, da se smejemo brez razloga in ne potrebujemo nekakšnega humorja, zunanjih dražljajev, temveč se za smeh odločimo. Predvsem se zelo rada smejem, čeprav tudi jok vmes včasih od smeha.
Lahko bi rekla, da smeh mi povzroča tisto igrivost kot otrok in se tudi, kadar je situacija napeta, rada obrne malo na šalo, da se telo sprosti. Lahko tudi rečem, da, tako kot je povedala Silvana, zelo fajn je zjutraj, kadarkoli nekoga pozdraviš z nasmehom. Ogovoriš nekoga z nasmehom, ga vprašaš kaj in tudi pričaraš drugemu potem nasmeh na obraz. Pripeljalo me je pa na jogo smeha ravno to, da vidim, koliko se človek lahko sprosti in pozabi v tisti uri pa pol vse skrbi in vse tegobe, če so se kaj zgrnile nanj, ali tisti dan, ali prejšnji dan, in za smehom se sigurno da veliko pomagati. In pa tretja stvar, zakaj joga smeha, gre za to, da aktiviramo trebušno prepono in ko se smejemo na ves glas, se predihamo. In kadarkoli se predihamo, so naše celice zdrave in s pomočjo smeha se začno izločati hormoni, ki vplivajo na naše telo antistresno, potem pozitivno vplivajo v preventivi depresije, delujejo na to, da se počutimo bolje, s pomočjo smeha lahko tudi shujšamo, znižuje se tudi krvni tlak, tako da je cel kup še in še učinkov na naše telo. Kako sem se znašla na jogi smeha? Prijateljici sta mi povedali, da hodita na jogo smeha. In ne, da bi povedali, kaj se tam dogaja, one dve sta se samo hihitali. In sem si rekla, dobro, če to še po enem tednu deluje, potem na tem že mora nekaj biti. In sem rekla, zakaj ne bi poskusila še jaz, saj že od nekdaj velja, da smeh ni greh in da je smeh pol zdravja. In sem se znašla tu. Dalj časa, ko hodim, bolj spoznavam, da mi je to že dolgo manjkalo. In sicer kot srednješolci smo se veliko smejali, saj je bil zadnji konec avtobusa vedno naš in tam je odmeval smeh. Na poti domov tudi, potem smo zvečer imeli vaje za vesele večere in za proslave, tam smo se zopet smejali in kadarkoli smo se ločevali, smo rekli, pridi, se bomo malo smejali. No, in potem smo prišli in smo se na veliko krohotali, ne da bi vedeli takrat še o kaki jogi smeha, še sanjalo se nam ni o tem. Smejali smo se vsaki neumnosti, brez razloga, tako kot se režimo tudi tu. In zdaj se vračam zopet v ta srednješolska leta, tu je ravno tako, kot je bilo takrat, ali pa je bilo takrat ravno tako, kot je zdaj. Takrat smo kome čakali, da vidimo drugega in tudi zdaj, že ko odhajam, se že veselim, da se zopet srečamo. In ko se tudi srečam z udeleženci, se ti usta kar sama razvlečejo do ušes in smeh je tu.